To je biohackerski klepet, Kaja in Jasmina sva danes v vaši družbi, govorili pa bova o prekinitvenem postu, intermitentnem postenju, ali še kako drugo ime? Ne, to je to. To je to, okay. A ja, ne, 16-8 je še eni rečejo. 16-8, ja, pa sej pa imaš pa še 5, pa 2, pa a veš, to je 5 dni ješ normalno, 2 dni se pustiš, tega je veliko. Zdaj, na koncev diete so nekaj, kar nama itak ni všeč, ne? Ne. In intermitentno postenje ni dieta. Ne, in še nekaj tudi v bistvu bi jaz povedala, postenje tudi ni stradanje, ker ljudje takoj zamenjujejo se prav v bistvu prekinitveni post z postom, kot so ga navajeni recimo z raznimi sadnimi sokovi, zelenjavnimi sokovi in tako naprej. V prvi vrsti bi jaz to povedala, da to ni to. Se pravi, prekinitveni post je čist nekaj drugega. Prekinitveni post je tudi namenjen v bistvu pomlajevanju telesa, temu, da zgubimo, se pravi, telesno težo, da zgubimo to maščobo, veš, ko jo imamo nabrano, da sprostimo vnetja in tako naprej. Tako da pač da se zrecikliramo. Tako nekako, ja. Tako da, to je to. Tako da v bistvu to sta 2 različne stvari, o katerih se pač pogovarjamo. Deva najde drugo boljšo besedo. Ne postenje, ampak intermitentno, mislim, zaradi tega, ker če pogledamo delovanje našega telesa, telo rabi mir s prebavo, zaradi tega, da lahko urejuje druge stvari. Jaz bi lahko rekla temu zdravljenje telesa dobesedno, ker za mene pač prekinitveni post je zdravljenje telesa, ker je, a ne zaradi tega, ker pač v bistvu tudi... So srečo s farmacevtsko industrijo. Pri besedi zdravljenje. Ja, ok, v redu, razumem. Ampak, ok. Za gledalke. Kaj pa intermitentni počitek? Ali pa intermitentna regeneracija? Regeneracija mi je pa še najbolj všeč. Intermitentna regeneracija. Ja, odlično. Zdaj, bo prišel tudi v trenutek, ko se bova skregale, zaradi tega, ker vendarle kot biohacker, ki tudi malo drugače razmišlja. Ja, kar je tudi celoveda zelo dober. Jaz se zelo rada pogovarjam z ljudmi, ki razmišljajo drugače kot jaz. Zaradi tega, ker tukaj je prostor za rast. Meni je bilo to recimo pri Jasmini ful všeč, ko sem prvič prišla v njeno oddajo in sem jaz takoj povedala, da se z nekaterimi stvari ne strinjam, pa nisem vedela, kako bo to sprejela, ne, sem sam pač hotela povedati. Skaj me zdaj v tretji osebi govoriš? Ne, jaz zdaj ne, ampak govorim za gledalke in gledalce, ne, ampak v glavnem hočem povedati, da mi je bilo zelo všeč to vrtev, ker si mi takoj reka, ne, Kaja, ti boš povedala tako, kot ti misliš. Je reka, ti imaš svoje mnenje, jaz imam svoje mnenje in to je to. In to mi je pri tebi še danes res ful všeč. Hvala, ker si opazila. Prosim. Vsekakor. Dopuščaš druga mnenja. Ok, se pravi, zdaj, če imamo intermitentno postenje, to pomeni, da en dan dneva ne ješ, ne? In iz mojega stališča, iz mojega researcha je zelo pomembno, kako se tega lotijo ženske, pa kako se tega lotijo moški. Ja, seveda, točno to. Kar pomeni, a ješ zjutraj, pa popoldan nehaš, ali opoldan začneš, pa popoldan oziroma proti večeru nehaš. Pa mogoče še eno stvar bi tudi izpostavila. Jaz recimo pri samem, se pravi, prekinitvenem postenju, jaz sem zelo zagovornik, da tisti del dneva, se pravi, ko se ne je, da se vseeno se lahko uživa maščobe. Zaradi tega, ker pač v bistvu maščobe, zdrave maščobe, recimo, ne vem, da mi pojemo žlico gija, da pojemo žlico surovega masla, da pojemo recimo, ne vem, olivno olje in tako naprej, to v bistvu celo pripomore k temu, da je postenje še boljše, še bolj kvalitetno in v bistvu, da je telo še bolj po biohackano. Jaz si naredim tonik, se pravi, tonik, beseda tonik ne označuje tonik ali celo gin tonik, ampak označuje pripravek iz adaptogenov tradicionalne kitajske medicine, po posebnem postopku, kakršenkoli pa že je, in tam noter zmer recimo dodam maščobo in je fajn zadeva. Ampak deva, preden greva na kako, deva še malo nabildati gledalce, zakaj intermitentno postenje. Tukaj je fajn razložiti reciklažni sistem telesa, se pravi autofagijo. Ja, autofagija sigurno se pravi, tako kot sva rekla, se pravi v bistvu z postenjem, dejansko mi uničujemo slabe celice v telesu in damo prostor, da nastajajo nove celice v telesu. In to je pač ena izmed najbolj fascinantnih stvari. Se pravi, govorimo o neki naravni apoptozi
V tem smislu, da preprečimo, da se delijo mutirane celice, ki so poškodovane zaradi katerega koli načina. Kajti, če se v telesu ne dogaja apoptoza, ki jo spodbudijo tudi določene stvari, recimo v svetu adaptogenov je čaga, tista, ki z betulinsko kislino spodbudi to apoptozo. Če se to ne zgodi, se pravi, če mi dovoljujemo telesu, da se reproducirajo, delijo slabe celice, dejansko enega dneva ugotovimo, da imamo neko bulo, cisto, tumor, karkoli in zadeva lahko gre zelo, zelo, zelo narobe. In to preprečujemo oziroma sprot pucamo dejansko z avtofagijo oziroma z intermitentnim postenjem, ki daje platformo za to, da se avtofagija zgodi. Tako, potem je druga stvar zelo pomembna, ki bi jo rekla, je, da z postenjem tudi pač v bistvu spreminjamo metabolizem. Problem sodobnega sveta je, mi smo v bistvu in kurilci maščob in kurilci ogljikovih hidratov. Se pravi, zaradi sodobnega načina prehranjevanja, ker v bistvu ljudje po večini uživajo samo ogljikove hidrate in sladkor, postajajo samo kurilci ogljikovih hidratov. Je pa zelo pomembno, da smo mi tudi kurilci maščob in to tudi naredimo s postenjem. Se pravi, da v bistvu, ko se telo pusti, dejansko začne kuriti to nabrano maščobo, ki jo imamo v telesu. In s tem v bistvu mi spremenimo ta metabolic system in zato ne rabimo potem iti na diete, ne rabimo šteti kalorij in tako naprej. Tako da to je tudi ena taka odlična stvar postenja, se pravi v bistvu spremeni metabolic system, pa pač to nakopičeno maščobo, ki jo imamo v telesu. Se pravi potem daje tudi ta se pravi, jaz temu rečem fokus v glavi, se pravi veliko ljudi ima meglo. A veš, zjutraj se zbudijo, imajo meglo in potem pojejo nekaj sladkega, imajo še večjo meglo, spijo kavo, takrat se malo megla razkadi, ampak samo tako, kot obe veva za 1-2 urice, potem imajo pa spet meglo. In v bistvu kar pride tudi pri postenju do tega, da ti dejansko imaš ta fokus. Kar naenkrat tudi moje stranke poročajo o tem, veš, da se jim je en tunel odprl v glavi, dobesedno. Tako da to je tudi recimo ena taka odlična stvar. Več energije tudi na začetku, to tudi moramo povedati, ko se mi začnemo postiti. Eni ljudje se že takoj začnejo bolj počutiti, eni pa ne. Tisti, ki so bolj zapacani, rabijo nekaj časa, da se telo ščisti in se takrat slabš počutiš, imaš glavobole. Kakor nek Herxheimerjev sindrom, tako, kjer prehiter hoče zadeve iti ven. Tako, tudi recimo to se zgodi, če pojemo preveč razstrupljevalnih nekih stvari ali pa preveč divje hrane v pomladnem času in podobno. Tako. Tako da to je še ena stvar, ki je odlična, kar se postenja tiče. Zjutraj bomo jedli ali zjutraj ne bomo jedli? Tle se bomo skregali, jaz pravim, da ne. Jaz pravim, da meni je pač pomembno, se pravi, kaj jemo. Se pravi, kaj damo v svoje telo, tudi sam še eno stvar omenjam, se pravi, tudi če bomo se mi pustili, pa bomo pol pico pojedli, nismo nič naredili. Se pravi, zelo pomembno je po postenju, kaj pojemo, kaj je tista stvar, ki jo prvo damo svojemu telesu. Ta prva je najbolj pomembna, absorpcija najvišja. Tako, definitivno. Se pravi, tako da jaz sem zelo pristaš do tega, da smo si pač različni, da eni smo bolj nočni tipi, eni bolj jutranji tipi. No, tukaj se kregava. In v glavnem, pač jaz zagovarjam to tezo, da je važno pač v bistvu ne zdi, da je večer ob 11 zvečer, da ne bo kakšne pomote. Kar pejte v Španijo nazaj. Ne, da je večerja ob 11 zvečer, ampak recimo jaz jem večerjo med 7 in 8 uro zvečerno. Tako, recimo zaradi tega, ker če pač... Ampak zaradi tega, ker ne greš prav čas spat. Grem med 10 pa 11 hodam spat. Ja, okej. Zdaj, jaz pa gledam tako. Ti, če ne ješ recimo do 12, s tem krepiš ta princip moške energije. Če je ženska ful v ženski energiji, ji bo za rebalans to dober del. Če je pa ženska že tako in tako ful v moški energiji in je preveč dominantna, agresivna in tako naprej, ji bo pa to, da dopoldan ne bo jedla, še spodbudil ta moški pol in ne bo v redu. Ženska je zjutraj vedno jedla, ker je nahranila otroke, je tudi ona jedla in skrbela je za ogenj. Moški so šli ven na lov in oni niso rabili jesti. Moški, ki ne je, ima še boljši fokus, recimo. Tako da tukaj je od ženske do ženske različno. Če recimo rabi majčkeno več te ženske energije, da rabi v tem smislu,
Pol naj poje v času meridiana želodca, kar bi bilo od 7 do 9 ure. Recimo, če v pol 9 poje, pa pol popoldan neha, ne vem, v 4 je potem to, a ne? Se pravim, jaz mislim, da tukaj morajo ljudje slediti sami sebi. Yes. Pri moških pa absolutno, da dopoldan ne jejo, ker jim to boosta testosteron. Ja. Ampak še enkrat, jaz pri ženskah bi rekla, da sledijo same sebi, se pravi... Pa ciklu. To ciklu itak, a ne? Ampak kar se tiče tega, kar si reka, ne, zdaj, če govoriva, se pravi, kdaj, a ne? Še enkrat, različne vrste, tudi ženske smo si različne med sabo, a ne? In zdaj, še enkrat, recimo, jaz sem primer ženske, a ne? Ena izmed, a ne? Jaz z praznim želodcem pač ne moram zaspati. Meni je slabo, noter mi kruli, pač ne moram in v bistvu potem pa melatonina nimam, a ne? A veš, tako da še enkrat, nej tukaj ženske, tako kot si reka, jaz imam stranke od A do Ž. Ene nehajo jesti ob 4, tako kot si reka, ene ob 5, ene ob 8, tako da, pač ne sledijo tukaj same sebi, seveda v skladu z menstrualnim ciklom. Ja, ampak absolutno bo dobro delovalo intermitentno postenje, tako da... Ne. Intermitentna regeneracija. Ja. Evo, Kaja in Jasmina sva bili danes v vaši družbi. Pokrovitelj tega pogovora je knjiga Biohacking zdravja po matrici narave in pa odlični adaptogenčki v obliki bombonov z tapioko, brez vseh slabih stvari. Definitivno za probat. Go baboni, dajte si pogledat. Za čez dan, za met v torbici. Perfektna, fantastična zadeva. Povzetek tega pogovora pa na 3x2 ob kavi.si. Hvala. You're so sweet. Cool. Cool. Yes.